Beletrina v živo. Lep pozdrav, drage bralke, cenjeni bralci, ali najraje rečem gledalke in gledalci. V pogovoru s slovenskim pisateljem Goranom Vukšićem, znanim med prijatelji tudi kot Gogo. Pogovarjala se bova o knjigi, ki je ravnokar izšla pri založbi Beletrina z naslovom Norci, pomorci. Knjigo lahko poiščete na beletrina.si, kjer boste dobili osnovne informacije. Lahko jo najdete tudi v spletni knjižnici in knjigarni Biblos, in ko vsega tega bo enkrat konec, hvala Bogu, kot je vseh stvari, tudi težave minejo, ne boste verjeli, jo boste lahko poiskali tudi v knjigarni. Preden začnem pogovor z Gogotom, da mu kar tako rečem, kot prijatelju, sodelavcu, bi najprej povedal nekaj malega o tem, kako je pravzaprav nastajalo to delo. Nenavadno, bi si mislil. Pred kakima 2 letoma sva z Alešem Štegrom izdala antologijo poezije Pesem sem in takrat smo razmišljali, kako bi to knjigo promovirali med mladimi. Domislil sem se, da bi morda na knjižnem sejmu nastopila skupaj z najboljšim slovenskim reperjem, Drilom, ki je tudi sin našega gosta, in res sva tam naredila en, recimo temu, mali rastur, mali preboj. In ko sem se pripravljala na nastop, mi Dril prinese ključek in reče: "To je moj tata napisal en roman, kaj bi ti to lahko malo pogledal, daj da vidim, ne?" Jaz sem si mislil: "O, Marija, pa to jaz ne delam, kaj naj s tem?" Ma sem rekel: "Veš kaj, Dril, jaz tebe tako respektam, kot rečejo reperji, da bom to naredil." Prebral sem delo, bil očaran in potem sem rekel, da ni mene moja naklonjenost do repa tukaj pravzaprav rahlo preusmerila. Nič. Bom jaz to dal še mojemu kolegu in prijatelju Miti Čandru, naj še on prebere, pa bomo videli, kako je s tem. Tudi on je bil navdušen in tako se začenja zgodba romana, ki je tule, kot vidite, za mano na polici. Ta roman je uredil Urban Volk. Jaz sem napisal en droben spremni esej in verjamem, da bo ta knjiga in da že je uspešnica, ker govori o prav posebnih doživetjih tega sveta. Najprej, zdaj seveda, Norci, pomorci so povezani z avtorjem. Avtor je bil dolga leta morjeplovec, da tako rečem, ni bil palubar, ali kako se reče temu, ampak makinist, to se pravi strojnik, na koncu tudi z zelo visokim činom. Se pravi, prvi vtis bi utegnil biti približno tak. To je avtobiografski roman. Nekakšno prijazno spominjanje na plutje po neskončni modrini svetovnih oceanov, polnih lepote in sončnih zatonov. Ampak seveda, Gogo, to ni avtobiografski roman. Negro, ki je glavni junak, gotovo nisi ti. Negro namreč vzame na koncu romana hud konec, odide v večna lovišča med papige. Ne bodi, spoiler ne bodi. Ja. Kako je torej s to avtobiografskostjo? Daj nam malo to razloži. Tako, Igor. Dejansko, kakorkoli, ko začneš pisati, moraš pisati iz nekih izkušenj, ali so to tvoje, ali so od ljudi, ki so ti pripovedovali neko zgodbo. In mislim, da je zadeva na začetku pričela res kot avtobiografija, ampak sem jo hitro spremenil. Videl sem, da je preveč dolg čas, če bi en človek imel toliko izkušenj, toliko dogodkov v enem človeškem življenju, kot jih imajo visoki, nizki in mogoče starce v romanu. Tako da sem hitro odnehal z avtobiografijo in se lotil fantov, ljudi, ki jih poznam, lotil sem se štorij, katere sem slišal, in vse to povezal. Vsaka vloga, ki je v tem romanu,
je sestavljena sigurno iz 4-5 različnih divjakov, ponavadi ni noben normalen, se mi zdi v tem romanu, ampak tako nekako. In mislim, da je to, kar me je pripeljalo na to pot, da ni avtobiografsko. Ja, meni se zdi tu tudi zelo zanimivo to, kako sta se z urednikom, torej avtor in urednik, odločila pravzaprav v zvezi z idejo, ki smo jo imeli, to je, da bi v roman vgradili tudi nekatere fotografije, ki si jih ti na teh svojih dolgih plovbah seveda vestno posnel. Celo smo jih že zbrali, že razporedili v roman, ampak potem sta rekla, ne, roman je vendarle fikcija, roman je vendarle domišljija in te dokumentaristične fotografije bi utegnile biti nekoliko preveč prav v smeri tega spominjanja na odraščanje. Je tako? Tako je, mislim, da si ti, Igor, zadnji, ki si še vztrajal pri fotografijah. Tako, sam sem bil na začetku navdušen na idejo, da bi nekaj dobrih ladijskih norih fotografij vstavili med tekst. Mislim pa, da sva se pogovarjala o kakšnih 6-7 slikah, ki naj bi bile notri, ampak bolj kot se je bližal čas tiska, bolj je moje navdušenje nekako kopnelo. Bil sem namreč v dvomih, bolje reči v strahu, pred prvim vprašanjem, da bodo bralci dobili občutek, da gre za avtobiografski roman. Na koncu si bil ti za, jaz sem bil 50-50, direktor je bil proti in pa sem seveda stopil na stran direktorja, na stran šefa. Ne, kakorkoli, pred konec sem sam tudi videl, da ne bi bilo mogoče dobro Gogota uvrščati ali pa slike mojih prijateljev v roman, ki je fiktiven. Tako nekako bi ti odgovoril na to, ne vem. Jaz sicer mislim, tista fotka, ki je sicer tudi v katalogu založbe Beletrina, ko vi na tovorni ladji pečete menda odojka, kar na palubi je genialna. Meni je bilo to, katera neverjetna, tako bi človek rekel, skoraj malo groteskna podoba, ampak se popolnoma strinjam. Ta roman seveda ni avtobiografija in zdaj bom popolnoma zatežen, totalno zatežen, ko bom vprašal seveda spet nekaj avtobiografskih. Namreč, nam, kopenskim podganam, kot jih pravimo rjeplovci, kot nas označujete, ni pretirano jasno življenje seveda na barki. Daj nam povej, predstavljam si seveda, kapitan drži krmilo ali pa krmar, potem strojniki najbrž oljite mašine oziroma motorje, tankate take in drugačne substance. Kemikalije, ki škodijo okolju. In tudi tistim, ki jih tanka vase, vsaj včasih je bilo tako, ne? No, ampak, ko se ta šiht, ko se ta rabota, ta tlaka na ladji zaključi, kako potem izgledajo morjeplovski večeri? Si predstavljam, da igrate družabne igre, recimo remi ali kaj takega. Kako je to pri tebi izgledalo? Kopenske podgane zaradi svojega statusa ne zaslužijo vedeti kaj več. Ampak njihova predstava ljudi, ki so na kopnem, o romantičnem potovanju v daljne dežele, bi se razblinila kot prdec v vetru, da so na ladji samo 2 tedna, 3 tedne, 1 mesec, takoj bi videli, da to ni to, da dejansko osamljenih plaž med kokosovih gaj, pejzažev in tega ni. So predmestja, so prvi bari, ponavadi namenjeni pomorcem in tako. Da ti odgovorim za prosti čas. Prosti čas na ladji včasih, danes ima vsakdo igrice na kompjuterju, danes šah igraš sam s sabo, pogovarjaš se z družino vsak večer, nekako po moje mine dan lažje
jaz si ne znam predstavljati biti na barki in tako z domačimi. Včasih ni bilo ničesar. Dobili smo vsakih par mesecev Primorske novice, v katerih si dostikrat prebral kako na posmrtnico in žalostno zgodbo o lastnih prijateljih, mrtvih na cestah in tako dalje. Tako da edino, kar nas je držalo po 10-urnem delu, je bil alkohol in družabne igre, ki so pa bile samo karte ali šah. Sam sem se seveda podložen sem nekako vicijom, podložen sem, kako bi rekel temu, slabim zgledom in vsemu skupaj, tako da so karte bile moj prvi kratkočasni, bi rekel, moje prvo kratkočasni večera. Ampak zelo hitro sem izgubil 2 ali 3 mesečne plače, zelo hitro, v enem mesecu ali 2, tako da si nisem mogel privoščiti venit, nisem si mogel. Ljudje te dejansko ne jebejo. Rečeš, pa daj pusti mi $10-20, da grem ven. Čakaj, igrali smo. In dok so drugi uživali zunaj, sem jaz lepo na barki čepel, tako da sem kasneje spremenil malo svoj prosti čas. Bolj v ribolov, v šah, absolutno. In dejansko največ, kar me je na morju vleklo, mislim, odneslo proč od morja, je bilo čitanje knjig. Bilo kakšnih, bilo čega. Vsaka ladja ima knjižnico, knjig ni dosti, 300-400 knjig, ampak to so Karl May, ki jih človek prebere, ki jih otrok prebere v 8. razredu, pa razne kriminalke in tako. In tako, da sem si začel na barko sam nositi knjige. Bravo, Čif, poslušaj, zdaj, kdo bo mislil, si rekel osnovna šola, knjige in to, si bo kdo predstavljal, da si čital Bratovščino, Sinjega Galeba, Karla Maja in kaj takega. Samo jaz tega ne verjamem čisto. Ko sem bral tvoj roman že v rokopisu, pa zdaj ponovno, ko je izšel v tako lepi obliki, tako lepo urejen, seveda prepoznavam marsikaj. Če mi dovoliš recimo tako prvo vzporednico, zelo hitro sem pomislil na Jacka Londona, na njegove romane. Recimo, te opojne substance, o katerih ti pišeš v romanu, seveda nimajo neposredne zveze, ampak tudi pa niso tako zelo daleč od kakega romana Jacka Londona, Kralj alkohol. Potem imamo te blazne stiske, to premikanje mej človeške vzdržljivosti v njegovem delu Prisilni opič in tako naprej, da ne bom zdaj našteval. Zelo zanimiva vzporednica je tudi ta, da tvoj junak konča v resnici na precej podoben način, kot je končal sam Jack London. On se je zgleda tudi odločil za pot v enostranstvo z overdozom, da tako rečemo, s predoziranjem, s pretirano količino mamil. Kateri so bili tvoji tisti pravi avtorji, tisti, ki se jih spomniš? Seveda, v romanu navajaš tudi Hemingwaya in še koga. Recimo zanimivo, Mitja Čander je rekel, da ga rahlo mestoma tu spominja kak pasus v tvojem romanu na Vitomila Zupana in tako naprej. Kateri so bili ti tvoji number one avtorji? Vitomil Zupan, ki si ga omenil, slovenska legenda, ne vem, če naj se ne užalijo ta močni pisatelji slovenski, ne vem, če bo še kdaj tašen. Ne vem niti, če bo lahko živel v takšnem okolju, kot je Zupan, vojna in tako. Ne vem, dosti je tega in ogromno pisateljev s kratkimi zgodbami. Veš, kratke zgodbe mene nekako
po 5-krat jo čitam, če je dobra. In tako, Jack London je bil znan po dolgih knjigah, res dolgih, ampak tudi po kratkih zgodbah. Ne morem mimo, kako narediti ogenj, mislim, da se nekako tako kliče. Ne morem mimo te kratke zgodbe. Napisano na 20 straneh, totalen, psihološki thriller, bi rekel človek, se ne dogaja na morju. S tem dosti jih je napisal na morju, vse sem prebral in zame London je legenda. In čital sem ga kot mlad. Kasneje je prišel Bukovski, nekako, ne vem, 17 let, koliko sem imel. Jaz sem se vedno tega Bukovskega otepal, ker me je spominjal na ruska imena, na ruske pisatelje, ne vem, Dostojevski, Bukovski, veš ono. In včasih nekateri so bili dolgočasni, ti ruski. Maksim Gorki je legenda zame. Nekateri so bili dolgočasni. Tako da je dejansko Bukovski, prvo noč, ko sem ga čital, sem se smejal in jokal. Nisem mogel verjeti, da obstaja človek na začetku 80-ih, ko je Jugoslavija dobila te knjige, ni bilo toliko drti realizma, grdih besed, resnice, življenjske resnice. Tako da Bukovski je tle nekje pri vrhu, pri Londonu in teh pomorskih pisateljih, kot so Melville in tako dalje, kar sem res čital zelo mlad, ne kasneje. In Bukovski je tle kralj. Jaz mislim, da je kralj kratke zgodbe. Da je težko najti primerjavo s kom drugim. No. Dobro, še za hip k temu, kar bo verjetno kakega bralca vsaj vznemirilo, če že ne, recimo temu razjezilo. Mi smo navajeni tako odhajamo v kake eksotične destinacije, ne? Zdaj sicer bomo malo manj zgleda odhajali po smislu življenja na afriške plaže ali pa v azijska letovišča ali kaj podobnega. Nekaj si tudi to že omenil prejle. V tvojem romanu bi lahko rekli z besedami iz znamenitega filma Loganov pobeg, ni nobenega zatočišča. Skratka, če bodo ljudje iskali v tvojem pomorskem delu, v tvojem pomorskem romanu ali pa v tvojem preprosto samo romanu nekako sporočilo, Evropa je stara, Evropa umira, ne, mazilite jo s H2SO4, ampak pojdite po zdravilo v kaka afriška pristanišča, tega pri tebi ne bo. Ne. Tam nastopajo, recimo temu, ljudje druge rase, da tako rečem, zgolj in samo kot neke vrste nevarnost, neke vrste grožnja, vse je črno, trupla ležijo tako rekoč po mestih. Kako ste vi doživljali ta odhod iz civilizacije, ki jo recimo predstavlja ladja, pod navednicami seveda, da mi ne... Evropa, Amerika, Zahod. Zahod, recimo. Pa tudi vzhod je tudi dosti Rusija in to je... Je to. Kako ste vi doživljali? To, ja. Recimo polje svoje, pod navednicami, tradicije ali civilizacije na ladji in prideš nekam v recimo neko pristanišče. Kaj je bilo to za vas kot izkušnja? Tako, Igor, na začetku, ko začneš ploviti, je vse lepo in haj in novo in too much, vse, kar vidiš. Jaz sem na prvi barki izgubil nedolžnost, recimo. Kaj češ boljšega? Dok so se moji prijatelji, ki niso šli v 3. letniku na ladjo, recimo, so se tle mečkali s puncami po parkih in to. Jaz sem dejansko delal že na veliko na tej prvi barki. Tako da Logana lahko, ko reče na koncu, da ni nobenega zatočišča, lahko ga razumeš. Sploh zdaj v teh časih virusa,
COVID-a in teh pizdarij. Ne vem, kako bi povezal, ampak je nekaj na tem. Ni zatočišča. In mislim, da je zadnje, kar bi naredil, da bi odšel od tu, kot praviš, v Afriko, bilo kam v trope. Ker tropi, moja definicija tropov je veseli ljudje, okrog njih pa žalost, bolezen, revščina, lakota, ubogi otroci, vse skupaj. Zdaj, ti na začetku, ko navigaš, sprejemaš te ljudi nekako normalno. Mi v Sloveniji nismo navajeni preveč, da bi bili rasisti ali sprejemati rasizma, takoj smo proti in to, tako tudi Pomorci, ko začnejo navigati. Vendar, ko prideš prvič na barko v Gatah, kar se mi je zgodilo enkrat, nekaterim se je večkrat, da te 100 metrov od barke, kot na začetku knjige, ustavi nekdo in hoče vse, kar imaš pri sebi. Beznar, nismo bili toliko butasti, da smo nosili verižice s sabo ven in ne vem kaj. Ampak, kaj se zgodi potem, ko te v Afriki napadejo ekipa z mačetami, te slečejo do nagega, priješ gor, timonjer se smeje, ko je na škali, ko prihajaš gor, ampak si misli, hvala Bogu, da se je zgodilo njim, ne meni, kot se mi je. In potem počasi Pomorci s cajtom ne marajo tega čuti, ampak s časom postanejo rasisti. Zdaj, ni to nek rasizem, kot ga imajo v Ameriki, ali kaj pa vem, da je vse tako, vendar govorjenje, ki je v knjigi, dialogi, ki so v knjigi, so resnični, dobesedno. To ti lahko dokažem v snack baru s 3 ljudmi ob 2 pivah, kako bi hitro prišlo do pogovora o teh stvareh. Jaz bom zase tako rekel, nisem rasist, nisem pa daleč bil od tega, da bi postal res trd in zagrenjen rasist. Tako bom rekel, kot so Meho, kot je Noštromo in kot sta Visoki in nizki v knjigi. No, to je grozno zanimivo. Pravzaprav si ti v Mehu, to je mehanik, ki je pravzaprav neke vrste mentor glavnemu junaku tvojega dela, to je visoki, negro ali temni, kakorkoli. Tako, asistenti smo ponavadi delali z mehaniki, tako da to je povezava vedno bila na barki. In tudi na palubi pa Noštromo kadet. On ima v svojih besedah, ta Meho, nesrečnež bi lahko rekli, ki na koncu ugotovi, da nima mesta nikjer na svetu in umre, kot pišeš, navpično, to se pravi na vrvi. On govori jezik, ki bo marsikomu dvignil pritisk na način, kaj pravzaprav sporoča. Sovraži seveda vse, kar se sploh da sovražiti, najbolj verjetno samega sebe ali pa svojo usodo. Poleg tega sovraži seveda vse narode, vse rase, ženske, homoseksualce, Boga, skratka vse, kar je mogoče popljuvati ali zboksati, on to tudi tako naredi. To seveda lahko samo naivni bralec misli, da so stališča avtorja, češ da tu poziva na nekakšno nestrpnost, na rasizem, na homofobijo, na ne vem kaj še vse, sovraštvo do žensk. V resnici gre, kot si rekel zdaj tudi prejle, za neke vrste izraz najgloblje osamljenosti, stiske in konec koncev udarcev usode, ki jih imajo junaki v tvojem romanu. Kako vidiš ti ta moment nasilja, ki ga tudi opisuješ? V romanu imamo recimo natančen prizor, kaj pomeni kolumbijska kravata. Na začetku romana ubijejo, tako rekoč pred očmi glavnega junaka, z nožem njegovega najboljšega prijatelja. Ali je to nasilje
vključeno v roman samo zato, da bi šokiralo, ali ima še kakšno drugo sporočilno vrednost in namen? Ni, Igor. Ni vključeno, da bi šokiralo, je dejstvo. Preprosto dejstvo. Pomorci izgubljajo življenja, ogromno. Vsi vemo, da ne bi razpredali o tem, kar je v knjigi, naj se ljudje preberejo in to. Enostavna primerjava, ki jo vsi poznajo, je gusarstvo v Adenskem zalivu. Somalijci se igrajo pirate in dejansko prihaja do groznih stvari. Groznih. Ljudje so na barkah brez ničesar, po 3-4 leta čakajo odkupnino, firme nimajo denarja ali ga nočejo dati, ker je barka prestara in 20 ljudi umira. Kako naj ti ljudje, če si vprašal, ali je to, kako naj ti ljudje pol spoštujejo one druge ljudi? Me razumeš, kaj mislim povedati? Ni teorije. Dejansko, če se obrne na to, da sta rasista, Meho, Nostromo niti ne toliko, vzemimo Mehota, na koncu se zve tudi zakaj je homofoben in tako, ampak mislim, da sovraži cel svet. Kako se reče tem, ki sovražijo vse, sebe samega, ti? Mizantrop? Mizantropi, tako. Evo, Meho je mizantrop, čisti. In mizantropija se pojavi, jaz mislim, pri ljudeh, ki niso srečni. Meho nima ničesar. Ima ladjo, njegov najboljši prijatelj gre v penzijo, takoj čez par mesecev, njemu ne ostane nič. Mora ostati pa še 4 leta do penzije, tudi sam. In mislim, da ta mizantropija, ki se je nabirala v njemu, poznam ljudi, ki so pluli po 40 let. Dobro, jaz mislim, da kot nek mali komentar k temu tvojemu razmišljanju o usodi morjeplovcev na ladjah, palubarjev in makinistov, bi dali en odlomek iz komada Delavska klasa, odličnega drila, tudi tvojega sina, Roka Motamaj, ki iz nekega časa. Evo, prisluhnimo drilu, potem se pa pogovorila še o eni temi, odraščanja. Piči dril! Jaz sem delavska klasa, delavska praksa, mazanih roka pokončnega stasa, dimi se basa in do grasa, ke te pasa, prevzame majk, da ta plak zahajca. Tudi dril, kot vidiš, ne govori o tem, da se odrašča preko nekega, lahko bi rekli temu, napora, da ne rečem patetično trpljenja in izkušenj, s katerimi ti življenje ne prizanaša, in iz tega potem izvira vse tisto, kar govoriš o občutku tujosti na tem svetu, o občutku ogroženosti in sovraštva. Ampak zdaj smo pri vprašanju romana kot oblike prikaza odraščanja. Dostikrat se v literarni kritiki uporablja izraz razvojni roman, recimo roman, ki govori o tem, kako otrok odraste v mladeniča in moža, ne vem, Čarovnikov vajenec, recimo, Evalda Flisarja ali kaj podobnega. Od Flisarja, ja. Ali je tvoj roman tudi razvojni roman? Kaj bi ti na to rekel? Flisar je dejal, če se ne motim, da je nekako že dolgo slutil, da ima prijatelja iz otroštva, ki je mislil, da boste celo življenje skupaj, na koncu se pa nekako razideta. Koliko sem jaz štekal njegovo zadevo, mislim, da je tako. In zelo malo je ljudi, ki od otroštva pa do starosti imajo prijatelje. Mogoče v kaki majhni vasi, veš, 2 soseda, pa
pa tako. Ne verjamem pa, da v mestu. Prerastemo prijatelje, imamo druge želje, imamo druge. Jaz mislim, da se nekako, da se težko dva človeka, žensko in moški, vedno več se ločujemo, vidiš, lik zaradi tega. Včasih pač je bilo tako, nisi imel drugega. Danes, ko je možnost, pa se to nekako, ločijo se ljudje. In kar se tiče mojega romana, mislim, da sta Visoki in nizki blizu temu, od Flisarjevemu, na začetku kot otroka živita srečno, živita noro ladijsko življenje. Tako kot bi se vsak, ko sem jaz z gospodom Viskičem 84. ali kdaj, ko smo šli v Ameriko, tako kot, ampak če si predolgo časa z nekom, prihaja do trenj. In mislim, da se tu tako na kopnem kot na barki absolutno prihaja do trenj. Če si mislil to. Ja, no, to je zelo zanimivo, je pravzaprav, da je ta usoda visokega in nizkega, kot dveh mladeničev, ki se prav skoraj tako v Gardalandu zabavata na tistih, zdaj bom rekel, kako neumno. Tako. Kot podgana iz kopnega. Na čem že na žerjavih se gibata, ko se barka pač guga po gromozanskih valovih, se ona da malo, da ne kopata v morju. No in ta otroško norenje po ladji, te prve izkušnje, potem prerasejo v lik dveh starcev, ki se tako grozno ljubita, pod navednicami, seveda, da se na koncu že sovražita. Ja. No, in zdaj smo pri enem zelo pomembnem motivu, ki mi daje misliti, da je ta roman vsaj v enem delu tudi globoko romantičen. Kolikor se to zdi hecno in smešno ob vsem tem, kar sva povedala. Gre za motiv ali pa temo ljubezni. Recimo, negro in kike in tako dalje. Kakšna je pa vloga tega? Bi ti rekel, da si pravzaprav v globini duše nepopravljivi romantik, vsaj kar se ljubezni tiče? Mislim, da ja. Kike je bila resnična oseba, da ne spojlamo, ampak ne, je v Afriki, kje me bo čula? Čeprav danes preko tega, kakorkoli, že to je bila ženska, ni podobna tej, ki je v knjigi, je bila pa ženska, ki sem imel rad in se vračal k njej vsako potovanje. Ampak tako kot vsi v romanu, je tudi Kike sprejela od dveh, treh žensk različne neke lastnosti, ki sem jih. Romantik nepopravljiv, kaj pa vem, kateri moški pa ni konec koncev. Veš, ko ženske hočejo prijateljstvo, lahko smo prijatelji, ko mine mesec dni gledaš, da sva prijatelja ali bi te položil. Ne vem, ženske mogoče to drugače. Ja, ne, ženske gledajo to na drug način. Vsaj koliko sem čul, ali so direktne, ali pa to teče nekako skozi. Ja, to je zanimivo. Meni se zdi ta podoba pravzaprav ljubezenskega razmerja med Negrotom in Kike v romanu zelo drugačna od kakšne mačistične poze, zdaj bom pa jaz, ne vem, tebe imel samo za neko lutko. V bistvu jo on prinese darilo iz Amerike in to je tako lepo napisano. To je eden od boljših delov romana, poleg teh skrajno črnih prikazov seveda njegovega doživljanja. Zato te sprašujem, če si nepopravljiv romantik. Ampak veš kaj, Gogo? Konec koncev tisto, kar si pripomnil, da čakaš na 10-kilskega brancina in na vnuka, tudi ni daleč od romana. 7-kilskega, 6,5 ga imam. 7-kilskega, pa tudi 10-kilski ne bi bil slab, ne? La Madonna.
Na koncu še par besed o slogu, potem smo pa že skoraj da na koncu tega najenega prav zanimivega klepeta, se mi zdi. Zdaj seveda, slog tvojega dela je, lahko bi rekli, surov v pozitivnem smislu. Tu ni nobenih leporečij, tu ni nobenih baročnih konstrukcij v jeziku, mešajo se vulgarizmi, tuje besede, psovke, skrajno naturalistični prikazi res groznih dogodkov, ki so jim ti literarni junaki izpostavljeni. Naj še enkrat poudarjava, da tu ne gre za kopije realnih ljudi, to pač ni dokument, to je fikcija, to je domišljija. Absolutno da, absolutno. Hkrati je pa v tem romanu še nekaj, kar se mi zdi zelo zanimivo, in to je pravzaprav neka svojevrstna poetičnost. Kaj je sploh lahko v doživljanju, tako kot se ti tega spominjaš, vseh teh grozot, ki jih potem ti transformiraš v fikcijo, poetičnega na ladji? Kaj je to? In zakaj, kako to, da se je to pravzaprav potem pretopilo v ta svojevrsten slog norcev pomorcev? Tako, najtežje vprašanje mi postaviš za konec, Igor, hvala ti. Ampak, tako bi ti odgovoril. To je bilo, Marko Kumer-Murč je posnel spot za knjigo in pri Murču sem povedal, da morje po eni strani imam rad, po drugi ga sovražim. Ne moreš navigati 6, 7, 8 let, eni 20, eni 40, da morja nimaš rad niti malo. Dejansko ni te variante. Če toliko sovražiš eno stvar, bo šel prej ali slej dol. In to zelo hitro. Ti povem, da je eno leto ogromno. Bil si v vojski, najbrž in mnogo starejših, tako da veste, kaj je eno leto, kaj šele 7, kaj šele 40 in tako dalje. In imaš ga rad, sovražiš ga, ne veš najti sredino in potem je tle še nuja, ko pridejo otroci, žena, moraš iti delati, moraš zaslužiti, a drugo ne znaš početi. Dejansko od drugega si toliko oddaljen, toliko imaš neko stransko pot, da ne veš, kako bi se vrnil v ta podganji svet. No, preden čisto končava, hvala ti za to misel, pravzaprav je tudi ta občutek tujosti do podganjega sveta, ta izključenost, vir te poetične bolečine, če lahko rečeva, ki jo norci pomorci znajo na en zelo, zelo pravilno, umirjen način pripeljati pod površino, črno gladino oceana, po katerem plujejo literarni junaki. In končala bova z enim zelo preprostim vprašanjem, preden dava končno besedo še tvojemu sinu Drilu, za katerega si mi povedal, to bom kar jaz povedal, da si nosil kasete iz tujine in potem v avtu vrtel popčkom rap in še vse ostalo. No, očitno si bil zelo uspešen, Drill je number one na hip-hop sceni v Sloveniji ta trenutek, izjemen umetnik in predvsem velik mentor. Preden mu dava končni akord z njegovo simbolično pesmijo Amore Eterno, za tiste, ki ne znajo italijansko, to pomeni večna ljubezen, še čisto kratko vprašanje. Kdaj torej čakamo na zbirko kratkih zgodb izpod tvojega peresa, Chief? Jaz mislim, da ne to leto, ampak naslednje. Če bo, jaz bom že naredil, ampak če bo direktor zadovoljen, če si boš ti upal zopet noter in tako. Moram se vsem tem zahvaliti. Kot prvo, ne bom rekel tebi, kot prvo Bibi, Blanka Svetina, ki mi je pretipkala vso reč in ni preveč tarnala na tem, da mora tipkati celo knjigo, ki jo je Gogo napisal na roke.
potem vsekakor sinu, ki je predstavil tebi in na koncu Igor, ti si... Kar reči Beletrina, Goga bo zadosti. Kot je, ja. Mislim, resno. Hvala Tako da ti. hvala vsem. Ok, kaj sporočiva bralcem? Naj, ko minejo ti nori časi, gredo v knjigarno, si vzamejo roman, ne bo vam žal. Kaj pa ti? Tudi zdaj je brez poštnih nekih doplačil na beletrina.si dostopen, tako da in v elektronski obliki, ful poceni, tisti, ki radi čitajo elektronsko. Jaz ne morem, mene to malo mede, ampak tisti, ki imajo radi, naj si vzamejo, mislim, da je 16 evrov ta elektronska in da je 24 evrov knjiga. Upam pa, da bojo vsi uživali v njej. Jaz tudi in za konec drill, amore eterno. Viva drill, viva Izola. Viva Temo. Ajde, Vidim danes Igor, premenico kurbe športnike v narkomane. Da ti dih zastane, včasih moram biti na samem. Lobanje razbite za strahu, spoštovanje dneve. Ko sem iskal sranje, ali ko je našlo mene. Beletrina, uživo.